Števila do 20 uredim po velikosti. V prejšnjem tednu smo do konca spoznali vsa števila do 20, danes pa bomo utrjevali, katero število je večje, katero je manjše, in se s števili do 20 poigravali in jih med seboj primerjali. Za začetek lahko števila do 20 uredimo takole v dve urejeni desetici. V prvo vrstico postavimo kartončke s števili do 10, v drugo desetico pa nato nadaljujemo kartončke s števili do 20. Števila preberemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. V zvezku Računko ste si narisali vi podobne kartončke, kot jih imam jaz tule, ja? Oziroma ste si narisali podobna polja za vsako izmed števil. Prosila bi te, da v zvezku Računko ta števila pogledaš in jih med seboj primerjaš. Ja? In boš takoj videl, ne, kdaj si pobarval več kvadratkov. Tule imam malce za ponazoritev pripravljeni dve števili. To je število 1 in število 11. Med sabo ju bomo primerjali. Za število 1 moramo pobarvati en kvadratek. Za število 11 pa pobarvamo eno desetico, torej 10 kvadratkov v prvi vrstici dvajsetička in nato še en kvadratek v drugi vrstici, oziroma ja, tako v drugi desetici. Torej za število 1 pobarvamo en kvadratek, za število 11 pa desetico in eno enico, oziroma en kvadratek. Podobno lahko opazimo pri recimo številu 4, kjer za število 4 pobarvamo 4 kvadratke oziroma 4 enice, za število 14 pa zopet pobarvamo celo desetico in 4 kvadratke v drugi desetici. Torej se nam zopet ponovijo 4 kvadratki in 4 kvadratki, kar nakazuje, da govorimo o številu 4 in o številu 14. Tole naj bo ena taka zankica, ugankica oziroma zankica pripomočkica za lažjo zapomnitev števil do 20. Če smo mi včasih, oziroma še ko smo bili v šoli, primerjali števila recimo 1 in 4, smo vedeli, da je število 1 manjše od števila 4. Če pa danes primerjamo število 11 in število 14, potem zopet lahko rečemo, da je 11 manjša številka oziroma manjše število kot število 14. Če si pa poleg pomagamo še z ponazorili, torej s pobarvanimi kvadratki, potem pa hitro opazimo, da imamo v primeru 14 pobarvanih kvadratkov več pobarvanih kvadratkov, kot pa v primeru števila 11. Se spomniš aktivnosti, ko smo v šoli izmed kartončkov izbrali recimo 4 kartončke, naključne,
ki smo jih obrnili, takole, tako, evo, in smo jih potem uredili po velikosti. Glede na kriterij, ki smo si ga določili. Pa najprej poskusimo ta števila, ki smo jih tule zdajle najprej izbrali, urediti po velikosti in sicer na način od najmanjšega števila proti največjemu številu. Od teh števil je najmanjše število 2, zato ga postavimo na prvo mesto. Od teh 3 preostalih števil je na to število 5, sledi število 6 in število 7. Podobno, kot smo urejali po velikosti števila do 10, lahko sedaj to aktivnost izvajamo tudi s kartončki števil do 20. Ja, jaz sem tokrat izbrala samo števila iz druge desetice, se pravi števila, ki so večje od 10 in torej števila od 10 do 20. Zopet torej izberem 4 kartončke, jih obrnem in poskrbim, da so števila torej prav obrnjena. Torej izbrala sem števila 12, 11, 15 in 17 in sedaj je moja naloga, da jih uredim po velikosti od najmanjšega števila do največjega števila. Če nisem prepričana, koliko katero število je, si pobrskaš v zvezku računko in si pogledaš te pobarvane kvadratke, ki jih imaš. Lahko si izdelaš pa tudi takšno učno pomagalo. Ja? Torej, vidim in pogledam in vidim, da je od vseh teh števil najmanjše število 11, ostala so mi pa potem še ta števila. Od vseh teh števil je torej najmanjše 12, zato je to naslednje število. Nato sledi 15 in nato število 17. Števila še enkrat preberem in preverim. 11, 12, 15, 17. Če želim, če še nisem prepričana, si lahko pomagam tudi z številskim trakom. Ja, kjer so števila zapisana in si seveda sledijo od leve proti desni po vrsti. Ali je res 11 prva? Je, nato je 12, sledi 15 in 17. Bravo, učiteljica Janja je to nalogo rešila pravilno. Seveda je zaželeno, da takšno nalogo večkrat ponoviš in tako utrjuješ števila. Lahko izbereš 3, 4 ali pa 5, 6 kartončkov, kakor želiš. Ja, torej, če sem zdaj izbrala ta števila, hitro ugotovim, da je od vseh teh števil najmanjše število 11, potem sledi število 13, 16, 17 in ponovno lahko preverim na številskem traku, torej 11, dala malce bližje, se opravičujem, torej 11, nato je 13, 16 in 17. In to aktivnost čim večkrat ponovi, lahko zamenjaš kriterij, se pravi, da najprej začneš z največjim, da urejaš števila od največjega proti najmanjšemu. Tako, lahko pa dodaš tudi kartončke števil. Razmerja oziroma velikostne odnose med števili pa smo zapisovali tudi znaki večje, manjše in z znakom je enako. Če se spomnite, recimo, če imamo število 2 in število 7, smo ti dve števili primerjali, ugotavljali, katero število je recimo večje, lahko si pomagamo z ponazorilom. Tako.
tule s števili do 10 vam verjetno to več ni treba, ker ste jih dobro utrdili. In takole je tule hitro razvidno, da je število 2 manjše od števila 7. In če vstavimo vmes znak, torej moramo kljunček obrniti, odprt kljunček mora biti proti večjemu številu obrnjeno, ja. Torej kljunček mora biti obrnjen proti večjemu številu odprt, ker za 7, če se spomnite, smo se pogovarjali, da za 7 bombonov potrebujemo bolj odprt usta kot recimo za 2 bombona, ja. In preberemo pa račun vedno od leve proti desni, torej 2 je manjše od 7. Če imamo pa kakšen drug primer, recimo, če imamo števili 3 pa 1, potem pa vidimo, da je število 3 večje, zato je kljunček odprt proti številu 3 in zopet beremo račun od leve proti desni, torej beremo 3 je večje od 1. In nič drugače kot te aktivnosti števili do 10, se poigramo lahko s števili do 20. Ja? Torej zopet si jih lahko obrnemo takole narobe, zdaj pa potegnemo samo dvoje števil. Dobro. Poimenujem števila, ki sem jih izbrala, to je 16 in to je 12. Lahko poiščem ponazoritve, za število 12 je tole ponazoritev, za število 16 pa tole, takole. Evo, kmalu ugotovim takole, že se takoj se vidi, ne, da je pri številu 16 več pobarvanih kvadratkov kot pri številu 12, to pomeni, da je število 16 večje. To pomeni, da bomo za 16 bombončkov morali usta bolj odpreti, bolj na široko odpreti kot za 12 bombončkov, zato je kljunček obrnjen proti 16, proti številu 16 in preberemo, 16 je večje od 12. Na tak način lahko torej rešite tudi ostale ponazoritve. Včasih se nam zgodi, da imamo obe števili enaki, poimenujemo število 18 in 18. Takrat to ugotovimo, ne, da v obeh primerih bi morali usta enako široko odpreti za naše bombone. To pomeni, da pride vmes znak je enako in zopet preberemo račun od leve proti desni. Torej preberemo 18 je enako kot 18. Števili do 10. Tako bo pa zadeva še bolj zanimiva, ker boš lahko števila še manj pričakoval. V nadaljevanju pa boste reševali tudi naloge v delovnem zvezku za matematiko, in sicer najprej na strani 7. Pri zgornji nalogi je tvoje navodilo, da dopolniš števila zapisana po vrsti. Lahko si tu pomagaš številskim trakom, lahko pa že sam pobrskaš po svojem spominu. Pogledaš, kako so števila oziroma kako je številski trak oziroma zaporedje nastavljeno, poskušaš ugotoviti in zapišeš manjkajoča števila. Če si števila prav zapisal, lahko preveriš s pomočjo številskega traku. Pri 6. nalogi moraš zapisati števila, ki so večja od 9 in manjša od 15. Torej števila, ki so večja od 9, predstavljaj si, da bi bilo tule število 9. Predstavljaj si torej, da bi bila tule števila 9. Tu zapišeš števila, ki so večja od 9, ampak mora biti pa manjša od 15. Se pravi,
boš zapisal na tele črtice števila, ki so večja od 9 in manjša od 15. Pri 7. nalogi je tvoja naloga, da vstaviš znak manjše, večje ali je enako med števili, ki so zapisana. Pri 8. nalogi pa je tvoje navodilo, da urediš števila po velikosti, in sicer najprej od najmanjšega, takole smo si to označili, od najmanjšega proti največjemu številu, ja. Pri spodnji nalogi pa od največjega števila proti najmanjšemu številu. Ne pozabi, da so to števila, ki jih imaš enkrat na razpolago, pa ki jih moraš razporediti. Tu so pa druga števila, ki jih imaš na razpolago in jih moraš torej razvrstiti na tele spodnje prazne črte. Na naslednji strani te pa čaka razpredelnica. Podobne razpredelnice smo že reševali s števili do 10. Naloga pravi, da je Miha obiskal prodajalno malih živali. Preštel je živali in število posameznih živali prikazal v prikazu z vrsticami. V prodajalni so prodajali katere živali? Dobro si poglej. Prodajali so torej ribe, želve, zajčke, papige in hrčke. Miha je ugotovil, da je ribic za toliko kvadratov. In če pogledamo, koliko kvadratkov je Miha pobarval, ugotovimo, da je ribic 15. Za želvice je pobarval toliko kvadratkov. Kvadratke lahko preštejemo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ali pa enostavno preberemo iz preglednice, torej 14. Poglej še, koliko je zajčkov, koliko je papig in koliko je hrčkov. Pomembno je tudi to, da pogledaš legendo, ki ti pove, da en kvadratek predstavlja eno žival. Podatke, ki si jih pridobil iz tega vrstičnega diagrama, pa boš uporabil pri reševanju spodnjih nalog. Pri tejle nalogi je tvoja naloga, da v prikazu z vrsticami, torej pri zgornjem prikazu, poiščeš podatke in jih zapišeš. S številom zapišeš, koliko je bilo hrčkov, papig, zajčkov, želv in koliko je bilo ribic. Pri spodnji nalogi pa te podatke, torej, ki si jih zgoraj pridobil, prikažeš z reševanjem oziroma z obkroževanjem pravilnih odgovorov. Katerih živali je največ? Obkrožiš tisto slikico, katerih živali je največ, in tule v drugi vrstici, katerih živali je najmanj. Trditev enako mnogo je papig in želv. Če misliš, da ta trditev drži, obkroži da. Če misliš, da ne drži, obkroži ne. In ne pozabi na različne vaje s števili do 20 in se vidimo naslednjič.